Zemlja v Dogošah ni onesnažena, saj vsebnost težkih kovin, svinca, kadmija in cinka dosegajo komaj 20% mejne vrednosti. To je ugotovilo velenjsko podjetje Eriko, ki je opravilo analizo. Predvsem se nam zdi pomembno, da ob predstavitvi rezultatov za težke kovine, da bodo krajani in tisti, ki so se počutili neposredno ogrožene, da se lahko pomirijo, da vidijo, da v svoji bližini, v okolici ni potencialnih virov nekih zastrupitev, ampak da lahko, z mirom uživajo svoje življenje. Kot je povedal Hlade, je bil glavni krivec za dolgo kalvarijo, ki jo je v zadnjih mesecih doživljalo podjetje, predvsem v napačnih interpretacijah mejnih vrednosti. Te lahko na področju odlagališč odpadkov z gradbenim materialom dosegajo neprimerno višje vrednosti kot pri običajni zemljini. Škoda, ki je pa storjena v ugledu firme ali kakorkoli, pa ne vem, takega metra še niso naredili, zmeriti se ne da, to se pravi, da je pač to ena stvar ocen, za katere pa verjamem, da obstajajo tudi neki strokovnjaki, ki bodo to naredili. Podjetje Gokop je tako že vložilo tožbo proti obema svetnikoma, tako Stojanu Averju kot tudi Gregorju Jagru, ki sta načela temo o domnevni onesnaženosti zemlje v Dogošah. Med nekako resnejšimi političnimi opcijami pa tudi velja, da se ne obtožuje drugih konkurentov ali pa svojih nasprotnikov, temveč da probaš potencirati svoje pozitivne lastnosti, vendar v tem primeru si ta dva politika, kakorkoli sta se ocenila, da je boljša strategija verjetno preko hrbta tretjega dokazovati neresnice četrtemu. Podjetje Gokop trenutno razpolaga s še 13.000 tonami te sedaj največ sporne zemljine. O njeni nadaljnji usodi pa bodo na podjetju odločali skupaj z inšpektoratom za okolje in tako določili način njene predelave.